slovenskem področju tega v preteklosti ni bilo in smo bili prepričani, da moramo ponuditi tak kemp, tako izkušnjo mladim invalidom. Majda Kočar bdi nad tem, je nekako deklica za vse, skupaj z drugimi, ki soustvarjajo to našo zgodbo in ta zgodba nam je precej ljuba. Res imajo na taboru veliko možnosti, veliko različnih preizkušanja športov v živo. Spoznajo športe, lahko se odločijo, lahko dobijo informacije, kako naprej, kako potem v svojem okolju pride do tega športa. Predvsem je pa res nas zelo veseli, da imamo vsako leto iz tabora pride nekdo ali pa eden ali pa več, ki se potem v nadaljevanju aktivno ukvarja športom. Otrokom in njihovim staršem smo predstavili plezanje, naredili so jim 3 različne smeri, pa eno gugalnico, tako da so lahko tudi malo se guncali na koncu. Jaz mislim, da so bili otroci zelo zadovoljni, prav tako so bili starši navdušeni. Eni so se malo bali višine, enim je bilo to čist brez problema. Na taboru sem bil že 2-krat, pa najbolj všeč mi je bilo to, da smo igrali košarko na vozičku. Košarka je, tako kot ste videli, precej specifičen šport, zelo tehnično in taktično zahteven. Zato v pomanjkanju števila mladih in konec koncev tudi izkušenih igralcev, nekih mlajših starostnih selekcij v košarki na vozičku žal ni. Prvič sem se srečal s košarko v Celju, iz društva me je poklical Aleš Povše, me je vprašal, če bi rad se preizkušal v športu v košarki na vozičkih. Eno popoldne sem se odločil in sem se jim pridružil na treningu, fantje so me dobro sprejeli, vse so mi pokazali in sem se preprosto zaljubil v ta šport. In od takrat naprej je redek trening, da ga ne bi se udeležil. Največji vtis je definitivno naredil paraples. Tudi Luka je vidno užival na predstavitvi in sodeloval. Posebej bi pohvalila gospoda Andreja, ki je to vodil. Mi se zdi res, da je ta pravi človek, sploh za naše otroke. Zaplesali smo rumbo, tako z udeleženci tabora kot njihovimi družinskimi člani. Mislim, da so vsi uživali, da je bilo fajn. Predstavljali so se mlajše in starejše, bolj izkušene plesalke plesnega kluba Zebra. Predstavljali so pravzaprav, kaj mi počnemo, kaj plešemo, kaj je pravzaprav paraples, s čim tudi tekmujemo. Za drugo leto bi se pa želel, da bi prišel, da bi prišel Mogilani, pa da bi prišel Levček plesati. Prihodnje leto bi si pa predvsem želela še več otrok. Letos se je zelo dobro izkazalo, da otroci, ki so bili v preteklosti že na taboru, so že vključeni v določene klube, določene športe, so našli svoj šport, s katerim bi se želeli ukvarjati in bi se želeli še več takih hkrati izkušenj staršev, hkrati pa novih staršev, ki lahko dobijo izkušnjo, kako vključiti. Predvsem pa ta povezanost, ki je letos res ratala med starši. Sprejetega se počutiš, to je meni in tudi javno ful pomenilo, da pač si med enako vrednimi in tudi če kdaj kaj otrok naredi, kar ni najbolj primernega, dejansko si sproščen in uživaš tukaj. 2 leti nazaj sva sem prišla sam predstaviti in takoj po tem taboru sva že dobila neko skupino ljudi iz tega tabora, ki zdaj še kar plešemo čez celo leto. Otroci se lotijo, bomo rekli, invalidi enako kot vsi ostali otroci. Zelo radi bi zadeli, danes smo imeli to eno navadno tarčo, pa eno takega zajca, bomo rekli, ki je podobno lovu. In evo, važno je bilo, da zadanejo in nič drugega. Ja, šport je res ena taka
edinstvena stvar v mojem življenju. Sploh si ne predstavljam, kaj bi bilo brez njega. Šport me je naredil fizično boljšega in psihično zaradi teh druženj s prijatelji, z drugimi športniki sem postal veliko bolj socialen. Ja, in zdaj lahko delam take intervjuje, kot zdaj. Zelo navdušena, ker se je izprobal čisto v vseh športih in čisto pri vsakem športu pokazal en potencial, tako da načeloma sem ful vesela, da je odkril še kaj drugega, kot pa samo plavanje, to, kar je njegova primarna disciplina. Veliko veselje mi je, ko marsikdo prvič prime v roke atletsko orodje, se prvič spozna z atletiko in potem naše prizadevanja poplača njihov nasmeh, ko jim uspe kakšen dober met diska ali kopja ali krogle. Vsak športnik mora v tistem, kar dela, mora uživati. Jaz mislim, da se ti starši, ki imajo otroke s nekimi posebnimi potrebami, z oviranostmi, invalidnostmi, kakorkoli bi temu rekli, soočajo z veliko izzivi že v svojem življenju. Mislim, da je tabor namenjen tudi temu, da se lahko majčkeno sprostijo, da mogoče pogledajo, kakšne so neke druge možnosti, da izmenjajo izkušnje. To je zelo dragoceno za starši, ki imajo neke podobne izzive, pa so jih mogoče že uspešno rešili. Bilo mi je všeč to, da se pač res dejansko odkrito pogovarjamo o težavah, s katerimi se soočamo. Tudi zelo dobro je, da so vsi ti strokovnjaki, ki so v bistvu razumejo zadeve, da so pripravljeni pomagati.